In tukaj so neki taki standardni odzivi, ki jih imamo ljudje, so v smislu boja nazaj, se pravi, da bi se ta uslužbenec lahko začel boriti nazaj z direktorjem, ne, za svoj prav. Potem drugi možen odziv je beg, da bi se ta uslužbenec pač enostavno umaknil, ne, bi sam pokimal in spoštoval navodila avtoritete. Ali pa pač potem tretja opcija je neka zamrznitev, ne, da ob tej nadmoči direktorja uslužbenec enostavno zamrzne. Pri nenasilni komunikaciji pa se vabimo v bistvu k temu, da vstopamo v dialog z eno radovednostjo, kolikor imamo seveda te kapacitete. Kaj se zares dogaja zdaj v tej konkretni situaciji? Kaj se dogaja za to izjavo, ki jo je ta direktor izrekel? Kako se mogoče, če pogledamo samo ne ta besedni izraz, ne? Če pogledamo celovito izkušnjo tega direktorja, kaj mogoče sporoča organizem tega direktorja z jezikom, ki ga komunicira preko besed. In tukaj si lahko pogledamo, vas vabim, da probate sami pogruntati, ne? Kako se mogoče ta direktor v tej situaciji počuti. Kaj bi rekli? Če delo ne bo upravljeno tako, kot sem rekel, sledijo sankcije, meni je totalno vseeno. Totalno mi je vseeno ali pa letam so vrata. Kako bi se lahko direktor počutil? Mogoče čuti strah, jezo, mogoče tesnobo, mogoče v frustraciji. Kaj so neka hrepenenja tega direktorja? Kaj so njegove potrebe? Kaj so njegove želje? Kaj skuša doseči s tem, ko komunicira na tak način? Mogoče mu je pomembno spoštovanje dogovorov, mogoče mu je pomembno učinkovitost, spoštovanje dogovorov v smislu roka, do kdaj bo neko delo opravljeno. Mogoče mu je pomembna upoštevanost, videnost. In če pogledamo, če si uspemo neko tako sporočilo, ki na videz gleda nasilno ali pa razdiralno, če si ga uspemo dešifrirati in ne verjamemo zgolj besedam, ne verjamemo temu sporočilu, ki dejansko pride do nas, ampak se zavedamo, da je to dostikrat nek tragičen izraz, ki ga določena oseba uporablja za namen zadovoljitve določene potrebe. Potem lahko v bistvu imamo kot poslušalci veliko moči, da v bistvu dialog oziroma pogovor oziroma celoten odnos peljemo v drugo smer, v smer poglabljanja stika.